Drage gledalke, dragi gledalci, upam, da ste se udobno namestili in pripravili svoje oči na pogled na umetniška dela. Četudi so vaše oči verjetno že utrujene od sodobnega virtualnega komuniciranja preko ekranov, se nadejam, da bodo po ogledu tega posnetka vaše oči bolj odprte, pogled za umetnino pa širši, jasnejši in pozornejši. Posnetek, ki ga gledate, je del projekta Umetnina v našem vsakdanu, ki se izvaja v okviru vseevropskega projekta Evropska noč raziskovalcev. Ta velik projekt, kjer sodeluje 12 fakultet in akademij Univerze v Ljubljani, želi javnost seznaniti in ozavestiti o pozitivni vlogi dela raziskovalcev in s tem približati razumevanje ter vpliv našega dela na vsakdnevno življenje. Tudi projekt Umetnina v našem vsakdanu želi stopiti bliže vam, vsem gledalcem. Namen danega projekta je opozoriti na moč umetnine za nas ljudi in jo približati gledalcem tako, da jo bomo enostavneje sprejeli v naš vsakdan. Da nekaj sprejmemo, pa moramo to razumeti, zato vas bom v tem prispevku popeljala skozi različne plati umetnine, da boste lahko poglobili svoje znanje in razmišljanje o umetniških delih. Pogledali si bomo, kako umetniško ustvarjanje, torej nastajanje umetnine, razumejo njeni ustvarjalci, kako umetnine gledajo strokovnjaki, kaj je pomembno za kustosa, ki nam želi predstaviti umetnine, kaj pomeni doživljanje umetnine, kako dinamika trga vpliva na zanimanje za umetnine ali kako je umetnine vključil v svoj vsakdan zbiralec. Na umetnino bomo torej pogledali stališča umetnika in zbiralca, pa tudi strokovnjaka, kustosa, likovnega kritika, umetnostnega zgodovinarja, galerista, ekonomista in tako naprej. Vse te različne poglede združuje umetniško delo. Prava umetnina je večplastna, kompleksna, polna, zato si moramo zanjo vzeti čas. Začnimo na začetku, pri njenem kreatorju. Umetnik oziroma umetnica je tista oziroma tisti, ki umetnino ustvari. Zato me je zanimalo, kako umetnik gleda na svoja dela. V likovni teoriji lahko najdemo množico razprav, publikacij, mnenj o tem, kaj umetnina pravzaprav je. Vprašanje, kaj je umetnina, oziroma odgovor nanj, je nadvse kompleksen. Umetnina, osredotočam se seveda na likovno umetnino, je spoj vizualnih elementov, je nosilec sporočila, je simbol, je proces, je ideološko orožje, je didaktični pripomoček, je medij za komunikacijo in še bi lahko naštevali. A najprej, če govorimo o klasični sliki, je prazno slikovno polje, tabula rasa. Nato pride umetnik in začne z ustvarjalnim procesom, slikanjem, kiparjenjem, pač ustvarjanjem. Sandi Červek, ki je umetnik, ki je letos dopolnil 60 let in od 80 let prejšnjega stoletja raziskuje monokromno abstraktno sliko. Znan nam je po svojih črnih slikah, ki pa so v zadnjih letih nekoliko osvetlile svojo barvno paleto. Govorili bi namreč lahko o modrih slikah, pri katerih je uporabil indigo in prusko modro barvo. Slikar svoje delo razume kot delo in kot ustvarjanje. Torej, ko ustvarja umetnino, deluje kot vsak od nas, ki hodi v službo. Vsak dan, včasih tudi več kot 12 ur na dan, slika. Tudi druge umetnike sem vprašala, kaj jim pomeni ustvarjanje umetnine. Je zanje umetnina poklicno delo, torej služba, ali jo razumejo bolj kot proces ustvarjanja? Znana kiparka Dragica Čadež je odgovorila povsem enostavno. Umetniško ustvarjanje je delo, tako kot vsako drugo. Kaj pa pravijo drugi? Ko grem slikati, jaz ne rečem, grem slikati, ampak rečem, grem delati. Ne rečem, grem ustvarjati, ampak rečem, grem delati. Ker nekak en način delo z drugim delom pa vseeno drugače, ker je bi se vse drugače. Samo na nek način pa nočem to nekako mistificirati, da nimaš pol nekih pričakovanj, recimo neko pač greš ven in ne nastane mogoče nič. Zato rečem, grem delati in tudi od tega pogostega dela odvisno tudi pol kvaliteta dela, ker to treba iti vsak dan v atelje, vsak dan razmišljati o tem, ne samo 8 ur, ampak 24 ur. V bistvu to jemljem hkrati kot neke vrste veliko službo, ampak v zadnji se skriva en tak globlji namen.
Mislim, premalo bi mi bilo, da bi bilo to samo moja služba. Tako da se mi zdi, da je nekaj globega v tem. To že preveč časa delam, je bil sam služba. Moje delo je absolutno kot služba, ker se s tem profesionalno ukvarjam, kot samozaposlena v kulturi že kar nekaj časa, približno 10 let, in jasno tudi kot proces ustvarjanja. V tem procesu se dogaja namreč sledeče, da se ukvarjam z dotičnim likovnim problemom, katerega potem z različnimi rešitvami preko različnih tehnik, ali gre za recimo risarsko delo, slikarsko, mešano tehniko, namreč tisti, ki poznate moje delo, veste, kakšna dela produciram. Poskušam z različnimi materiali rešiti v tem kontekstu, da na koncu delo prezentira tisto končno idejo. Umetniki so torej v službi, ko ustvarjajo. Včasih je občutek dela oziroma službe še močnejši, če je v ospredju določeno sporočilo, ki ga umetnik želi prenesti gledalcu. Umetnina je bolj v bistvu nek proces ustvarjanja, ampak kar se sporočilnosti tiče, kar se tiče tega, kar želim posredovati gledalcu, to pa je na nek način moje delo. V bistvu zaveščanje o hrani, kaj se bo dogajalo z zalogami hrane čez 10-20 let, ker se tako prebivalstvo se tako vztrajno narašča, številka prebivalcev, tako da bo potrebe po hrani večje, hkrati pa tudi te vremenske spremembe, pa bo treba malo prilagajati različne sorte hrane, pa rastlin, da bomo lahko zadovoljili vse to potrebe po hrani. Ustvarjalni postopki so različni, kot so različni umetniki. Sandi Červek predno pristopi k platnu, naredi skico, na kateri začrta pot svetlobe na svoji sliki. Nato šele pride stik s platnom, ki je podoben gradnji objekta, postopoma z lopatico nanaša barvo in sledi svoji začrtani shemi. Umetniki so ustvarjalci. Kaj sami pravijo o tem procesu ustvarjanja? Kaj se dogaja, ko ustvarjajo umetnino? Pri tem nam bodo zaupali tudi, kako vpliva vsakdan na njih. Moj način slikanja je zelo procesualen. To pomeni, da tudi če vem, kaj hočem narediti, se vse lahko v procesi spremeni, prilagodi, skrive, tudi vse novo pride. Zelo je nepredvidljivo, Zelo se pustim voditi. Tako da dostikrat slišim besedo, da pustim, da se slika na slikanje. Takrat se mi zdi, je to nekako najboljše, ker takrat ni toliko racija vmes in kaj to pomeni, da se slika sama naslika, da se en občutek, ki ga ti imaš v nečem, zbalansira z nekim hotenjem, da se nekako to znivelira. Ne veš, in to je tudi neke vrste lepota v tem, ker to, koliko dela vložiš v neko delo, se vseeno, tudi če na koncu izgubiš, se nekaj nalaga. Se nekaj nalaga, to je kot nek zabojček, ki se vse skladiščenje, vse znanje, recimo, kaj prebereš knjige, pa to se nekaj skladiščenje. Tako da nič se ne zgubi s tem, a mogoče tiste slikanje in naslikanje nikoli. Načeloma zunanjost, ja pa ne. Vpliva pa ne vpliva. Recimo na moje delo vpliva zelo dosti potovanja, ko hodim okoli, pa pride nova ideja, kaj bi naredil. Samo ko enkrat imam neke recimo interese za neko podobo, pa pol ne vpliva neka zunanjost toliko več. Vsaj jaz mislim, ali pa ko začneš delati, ti vedno probaš, ko nadaljevaš njeno sliko, se spustiti, loviš eno frekvenco vedno znova. In tako da ne bi rekel, da zdaj ta virus pa zdaj vpliva na mene, pa bom rekel, da depresiven sem, pa bom začel temne slike delati. Ne, to bi bil jaz zelo drugačen tip slikarja, kot sem mogoče sicer. Mene to vpliva, mene pa to, me zanima mogoče kaj drugega.
veliko kompleksna zadeva. Ne? To se ne začne tukaj v ateljeju pred platnom, ampak se začne že dosti prej. Začne se že recimo pri ogledu kakšnega filma, pri branju kakšne knjige, pri mogoče razgovoru s kakšnim človekom na ulici. Iz raznih, bi rekel, vesolij prihajajo neki signali, s katerimi potem začnemo ustvarjati eno sliko. Ne? Tako da ta proces je zelo kompleksen in zato pravim, da je zelo pomembno, da se človek res s tem ukvarja preko 24 ur na dan. Ne? Jaz ne verjamem v to, da pač se ljudje ukvarjajo to tako malo ljubiteljsko slikarstvo. To se mi zdi tako podcenjujoče nam do tega. Ne? Ta, bi rekel, površina, ne, ta kvadrat ali ovala, karkoli, na čemerkoli že ustvarjamo, res zahteva celega človeka, no? Cel njegov mentalni prostor, celo njegov, bi rekel, auro, vso to zadevo moraš dati v to noter. No? Drugače je to tako malo, ne vem, no, premalo se mi zdi. Čeprav se včasih želim pobegniti iz tega ven, ne, ampak je težko, ne, ker človek ves čas razmišljaš o slikah, ki si jih pustil v ateljeju, nedokončane, ali pa nekatere, ki so končane, pa se sprašuješ, kaj pa, če bi mogoče še to v levem delu ene slike, ne vem, naredil še neki in tako naprej. To je pravzaprav to nikoli dokončan nek projekt ali pa nedokončan nek miselni proces. In še leta in leta se včasih vračam k kakšni sliki in razmišljam, kaj pa, če bi vse mogoče tam v kakšnem delu še nekaj naredil. Ne? Tako da, dejansko je to, mislim, neverjeten proces, no, pa neka neverjetna zgodba. Čeprav sem tudi dostikrat sam sebe prepričal, no, zdaj pa vstal konjem, pusti sliko primer, tam je, karkoli že z njo se dogaja, naj se dogaja, mora od tebe stran, ne? In seveda se to tako potem zaključi, ne? In pride nove slike in se z novimi slikami ukvarjam. Ampak v bistvu ne, v tebi pa še vedno vlada nek čar, ne? Ki si rečeš, nekaj gledaš na svojo sliko, se moraš prav, bi rekel, sam sebe, bi rekel, odstraniti, ne, iz tega procesa in si rečem, zdaj pa to se tebe več ne tiče, to je ena stvar, ki nima veze s tabo. Zato sem prav vesel, ko slike recimo grejo, ko najdejo lastnika, ko zapustijo moj atelje in tam sem vesel. Konec problemov. Če se recimo slabo počutim, potem namenim recimo dan bolj razmišljanju o samem delu ali pa o procesu dela, kako delo nastaja. Če pa recimo se počutim majčkeno boljše, pa jasno, da se konkretno v praksi lotim dela. Ampak to ne pomeni, da se do teh, bom rekla, stvari lahko večkrat prihaja, ali se boš počutil dobro ali ne. Ker namreč, kot so rekli, ne, profesionalc gre v atelje in dela, ne išče navdiha pol leta. Ja. Preden pridem do same slike, je kar ena dolga pot. No. Najprej, kaj hočem, zdajle so ti mikroorganizmi, drugače pa tako, malo pobrskam, kaj bi se dalo upodobiti, kaj so tiste hrane, ki v bistvu, mislim, katere bakterije, mikroorganizmi in tako naprej sodelujejo pri nekih procesih hrane, ki prinašajo na primer ponovno rojstvo. Zdaj poleti sem se ukvarjala z soljo, kako v bistvu nastane ta sol in sem ugotovila, izhajala sem iz te naše piranske, se pravi iz sečoveljske soline, iz sečoveljskih solin, se pravi naša sol. In me je zanimalo, v bistvu sem naletela na to, da v petuli živijo polno teh mikroorganizmov, ki so nam zelo strupeni, recimo črna plesen, ali pa druge nitaste plesni, ki pa sodelujejo pri tem, da sol v bistvu ostane bela in da se ne pomaže z blatom in je zato tudi užitna. No. Zdaj tako, včasih je dovolj, da najdem literaturo na internetu ali pa po kakšnih strokovnih knjigah. Letos sem bila pa ful navdušena, no, ker sem dobila pomoč pri raznih profesorjih,
v bistvu bolj profesorice na biotehnični fakulteti, naprimer Polona Zalar, pa Kovačeva, sta mi pomagali pri izbiri teh mikroorganizmov, sta mi z nasveti malo vodile, kaj so tiste, ki so pomembne v sečoveljskih solinah in da jih je fajn upodobiti, no, in izpostaviti. Kot sem rekla, drugače pa internet je zdaj zelo bogat s tem, mislim, imamo v tej dobi, živimo, no, da se da zelo velike stvari najti. Je pa fajn včasih, ne vem, da imaš prav nasvet prav strokovnjaka, no, tako če samo eno še povem, ko sem slikala ko sem se pripravila za tole rezidenco v Parizu, tam sem raziskovala te francoske sire. In je bilo treba to gojišče, na katerih bo zdaj ta plesen rastla, najti, ker niso vsa gojišča primerna, te agari. Sem spet tako dobila en nasvet gospe Pilihove, no, ki mi je povedala, na katerih so primerne te prav za sirarske plesni, da bojo pol dobro delale. No. Tako da je zelo pomembno, da sodelujemo. Hrana nas dejansko povezuje, no, s predniki, nas nekako navezuje na prihodnost, tako da v hrani se sprostimo in tako zato je ta pojem hrane, no, zmeraj nas je družila in jaz mislim, da nas še zdaj bo tudi v prihodnje povezovala. No. Pomemben del umetnine je sporočilo, ki ga umetniki včasih zavedno in namerno, včasih nezavedno in posredno vpnejo v svoja dela. Naprimer, če se zdi, da se Sandi Červek v svojih slikah skriva za upodobitvijo, ki daje sicer občutek, da je bila narejena mehansko, torej v odsotnosti avtorja, je njegov nagovor usmerjen neposredno v gledalca, saj želi, da vsak sam najde interpretacijo slike, ki pa je mogoča tedaj, ko se zazremo sami vase. Dragica Čadež podaja svoja sporočila z vsakim delom posebej, z materiali in oblikami. Ideja, ki jo izoblikuje v ustvarjanju umetnine, se razvija in je podobna znanstveni misli. Sama pravi, da sta umetnost in znanost isto. In to dokazuje sam umetniški proces. Kakšno sporočilo vpnejo v svoje delo, želijo gledalca svojega dela s specifičnim sporočilom nagovoriti? Kakšen je ta nagovor? Obstaja vodilna misel v njihovih delih? Moram reči, da od začetka, ko sem štartal s tem, bi rekel, slikarstvom, spravo nekoč davno, kot nekak 10-15-letni deček, sem mislil, da bom abstraktni slikar. Skoro sem si zamišljal, da bom jaz delal abstraktne slike. To je bil moj nek, bi rekel, ta končni cilj. Ampak v procesu, ko sem se tega šolanja, pa spoznavanja, pa ko sem hodil v ogromno po galerijah, sem pa pravzaprav ugotovil, da se vse bolj oddaljujem od tega, da postajam neke vrste figurativen slikar. In to sem si sam po sebi bil presenečen, zakaj se to z mano dogaja. To mi je še vedno enigmatično. Čeprav moje slike so zgrajene, seveda, abstraktno, imajo to abstraktne izkušnje, ker ogromno sem se ukvarjal kot rojen abstraktni slikar, tako sem si zamišljal, sem se ukvarjal z abstrakcijo in z abstraktnim razmišljanjem, sem ugotovil, da rabim nek namen, da konec koncev rabim v sliki neko, bi rekel, kako bi temu rekel, neko točko, neko zadevo, ki mene posrka noter in tudi gledalca posrka noter. Težko je to razložiti, ampak je nekaj v sliki mogoče neka napetost, nek kontrapunkt, recimo, ki neko nesorazmerje ali pa neka zadrega, ki potegne gledalca noter. In to pravzaprav hočem doseči. Slike, ki so popolne, ki so čisto dokončane, pa ki so čisto zaključene, so zame mrtve. Zato recimo razumem, da sem prošel recimo Pregla, Stupico in te slikarje in druge. Razumem recimo Stupico, ker stojiš nek pred njegovimi platni in imaš vedno občutek
da vedno nikoli ni bil zadovoljen, pa nikoli ni najdel tistega končnega, bi rekel, zadovoljstva, miru, a ne. Razumem to, kaj to je, ne. Ampak to je zelo pomembno. Ta točka se mi zelo pomembna, ta kontrapunkt. Moja dela bolj nagovarjajo, bi lahko rekla. Zdaj, če je ta nagovor, recimo, če se konkretno pogleda ali če se gledalec z njimi sooči, lahko opazi, da je uporabljenih več vrst materialov, od lesa, blaga, žice. Skratka, gre za objekte, ne zgolj samo za slike. Dobi jasno gledalec v tem primeru popolnoma nek drug občutek, še posebej, če je objekt nekje, bom rekla, v prostoru oziroma trodimenzionalen, ne, bi lahko rekli v tem primeru. Skratka, ga bolj kot nek predmet poosebi in ga lahko na ta način tudi drugače razume. Namreč ravno sem zaključila samostojno razstavo v Bežigrajski galeriji 1 in sem lahko vzpostavila ta stik z gledalci in vzpostavila nek dialog z njimi in so sami tudi rekli, ne, da kako dojemajo recimo objekt, se pravi to vrsto umetnine bi lahko rekli, kot pa recimo neko sliko, dvodimenzionalno delo, za katere se pa tudi ve, da v mojih primerih niso klasična. Skratka, so zelo barvito in pa recimo v okvirih oblikovanega platna, tako zvani shaped canvas. Tako da, jasno, ne, ljudje so presenečeni, kar sem pa od njih zaznala, je pa ta pozitiven odziv ravno na barvo. Skratka, kako se gledalec odziva na barvo. To je bilo pa, moram reči, izredno zanimivo. Želijo si nekako, no, vsaj iz publike je bilo zaznati neko življenje, če bi lahko rekli. Rdeča nit zagotovo je, predvsem je pa prisotno raziskovanje. Raziskovanje, še posebej na področju risbe, na področju linije, v tem elementarnem delu, katerega pa želim vsekakor, tako kot sem rekla, z uporabo različnih materialov, narediti zanimivo, narediti predvsem kreativno, da ni dolgočasna, vpeljati neko zgodbo v ta proces, v to kreativnost, v to rdečo nit, je pa jasno, da tudi sama postavitev razstave, če lahko o tem govorimo, v tem primeru, kako voditi gledalca na podlagi postavitve del na razstavi in po razstavi, ne kot takšni, kot celoti in kako to zgodbo pravzaprav že preko, kako se gledalca popelje, ne, v tem primeru v galeriji in kako potem posledično lahko razume samo rdečo nit razstave in konec koncev tudi del. Ja. Tako da razmišljam ves čas, ko ustvarjam, kako bo umetnina narejena, kaj bo narejeno, kakšen bo koncept in kakšna bo končna postavitev razstave. Ne zapravi, zdaj, če imamo mi določena dela, s tem zgodba ni končana. Seveda je pa potem tisti proces, ki je pa za nas umetnike glaven, zdaj, kako bi ta dela osmislili oziroma konec koncev prodali. Praktično od leta 2001 dalje, ko sem začela študij magisterij na Akademiji za likovno umetnost, sem se začela prepraševati v bistvu hrani. En tak začetnih, bom rekla, eno literarno delo, no, od Prusta, mi je bil tako, kako v bistvu preko slike, on je sicer z pisano besedo, ne, ampak kako bi jaz lahko preko slike sprožila v gledalcu ta nek spomin in okus in na neko spomin na nek dogodek iz preteklosti. No. Takrat so bile to take bolj manjše čokoladice, bombonjere in taki neki sladki spomini. Zdaj pa probam, no, v zdajšnjih časih pa ja, preko zaveščanja, trenutno delam en ciklus slik z naslovom Življenje, kjer imajo glavno vlogo tele mikroorganizmi, tukaj pa preko zaveščanja, no, nekako gledalca, opazovalca mojih slik, probam prepraševati o hrani. Zastavila sem jim tudi vprašanja, ki se vežejo bolj na javnost, na naše povpraševanje, zanimanje za umetniška dela.
Nas danes umetnost bolj zanima kot naprimer nekaj 10 let nazaj in ali si gledalci vzamemo čas za umetnino, jo pogledamo, razmislimo o njej ali smo postali malo bolj površni. Po moje bo za dobro slikarstvo vedno zanimanje. In zdaj, ker je vizualni medij tako močen, s televizijo na čelo, in pa se mi zdi, je slikarstvo zelo tiho in bolj ždi in čaka, da kdo pogleda. Ne. Samo se mi zdi, je vseeno doma, če imaš prostorno stanovanje, zelo fajn imeti, po moje, eno fantastično sliko na steni. Ne. Tako da mislim, da zanimanje za to nekje obstaja, ne. Samo ne vem, če pa tisti, ki bi radi kaj imeli, vejo, kje iskati, pa kaj iskati, ne. Ker je to po mojem prej. Pravzaprav svoje slike prodajati že na akademiji, ne? Že na akademiji, se pravi leta 85, recimo, se pravi 35 let. No, v teh 30 letih se je zgodilo to, da se mi zdi, slovenski gledalec je bil, če govorim zdaj o slovenski gledalec, je bil zelo veliko tradicionalen, se pravi, rad je imel tako barvno lestvico, zelo tako zadržano. Kljub impresionizmu, ki se je pri nas zgodil, ne, vsi so občudovali impresioniste, ampak na koncu so, bi rekel, ljudje kupovali slike, ki so tako bile bolj črno, bele, rjave in tako naprej. Tako da jaz tem svojim, ki sem že v začetku bil tak barvit slikar, sem težko najdel tukaj ljudi, ki bi se upali dati kakšno tako rdečo sliko na steno, ne. To je bila taka motnja, ne. To je bil napad na njihov nek osebni prostor in tako naprej, ne. Pri nas, bi rekel, ta kupec oziroma gledalec še vedno išče nekaj, kar bo v prostoru, da ne bo motor njegovega miru, njegove kontemplacije, njegovega vsega že in tako naprej, ne. Moram reči, da sem bila izredno presenečena, če se spomnim samo na kratko, da omenim svojo prvo razstavo, ki je bila zelo uspešna. Namreč na razstavi so ljudje kupovali dela. Že takoj na otvoritvi, recimo. Kar je danes, recimo, redko. Ne, bom rekla redko. Moram pa, tako bom rekla, no, moje videnje, moje razmišljanje je takšno, da tudi glede na trenutni čas, ki je prisoten in na dogodke, bom rekla, jasno, to odvisno tudi od gospodarstva, ne, in tako naprej, da se določena dela prodajo, tudi jaz osebno sem ga prodala tudi v tem času. Skratka, ne glede na to, če je bilo prodano v tujino, hočem reči, da tisti, ki imajo interes, ne glede na čas ali pa na situacijo, bodo dela kupovali. Mogoče ne tako množično, ampak jih bojo. Zagotovo pa, normalno, če trpi gospodarstvo, tudi na ta način prodaja umetnosti. Mislim, da gre to eno z drugim. Zadnja leta nisem njih vlagala v to, da bi bila nekako postavljena v kakšnih prodajnih galerijah. Razstavljam, ampak da bi se pa moja dela, da bi se ful s tem intenzivno ukvarjala, ne. Kakor spremljam malo svoje kolege, se še zmeraj da prodajati, ne glede na to sedaj trenutno situacijo. Mogoče je bolj tujina tista, ki je zdaj še zmeraj večja kupna moč, kot pri nam, ne, pri nam je zdaj vseeno to preživetje oziroma je bolj na prvem mestu. Me pa kot v bistvu profesorica, kot neko pedagoginjo, vidim pa zanimanje pri mladih, strani tega, kako spet ta klasična risba, nasplošno, no, tudi dojemanje umetnosti, teh sodobnih umetnosti, mlade zelo zanima, no, tako otroke, mladostnike, tako da je še upanje. So še te, kako bi rekla, je zanimanje, no, ampak ja, ni pa tako, no, kakor smo ga včasih poznali, no. Jaz se spomnim na fakulteti, ko sem bila, je bilo tako, da sem več prodala, no, kakor zdaj, na primer, ne. Je bilo več povpraševanja, pa bolj zanimanje publike.
tudi nočem ali pa nimam tiste želje, da bi pa gledalec to projiciral v slike kot jaz, recimo, ne. Zato puščam odprto in naj si vsak vzame, kaj mu pade, ne. Tako da nimam tega, da bi pa zdaj hotel vzgajati ali pa učiti ali pa kazati na nekaj, ne, kaj pač je problematično ali pa kaj takega, ne. Polje je odprto in pač ti vzameš, če hočeš, če nočeš, pa samo gledaš, ne. Ne razmišljam o gledalcih sploh, ko delam. Različno, ne? So ljudje, ki se zelo poglabljajo noter, ki zelo iščejo pomene, ki zelo razumejo nanos barve, kompozicijo in tako naprej, vse te elemente. So pa ljudje, ki se mogoče bolj razumsko lotevajo, slike jo gledajo, analizirajo in tako naprej. Eni se zelo po instinktu, bi rekel, ravnajo, eni se ravnajo po različnih vzvodih oziroma po različnih poteh pridejo do slike, ne. Vsaka pot je dobrodošla, ni napačna, nič ni narobe. Jaz sem vesel, da se sploh kdo še ustavi pred sliko in da se jo loti, da jo poskuša razumeti. Tako da vsak je dobrodošel, meni čisto vseeno na kakšen način, ne. Sem pa mogoče opazil, da jaz mislim, da ljudje premalo vejo o tem, to pravzaprav mislim. Da nekako ne vzamejo se čas, da bi se res poglobili v to. Nočejo razumeti tega medija, ne. Ker ta čas je res hiter, ne. Vse se mora hiter razumeti, spoznati in tako naprej, ne. Ampak ta medij je pa zelo star. Star ima dolgo pot za sabo, izvira iz pradavnine, ne. In v njemu je izkušnja človeštva, ne. In treba se poglobiti v to in razumeti ta medij. In konec koncev tudi potem samega sebe bolj razumeš kot gledalca, razumeš, zakaj ti je ena slika všeč. Razumeš potem, zakaj si ti tak, kot si, ne. Slika ti v bistvu tudi tebe podpira, ne. Pomembna umetnina že a priori, kakšna je, da zadrži gledalčev pogled. Se pravi, da zadrži gledalčev pogled, da ga integrira, da ga pritegne. Zdaj, ali je tako ekstravagantno, ali pa je vrhunsko klasično, ne? Jaz mislim, da vsekakor, da mora vzbuditi v gledalcu nek tak vznemirljiv moment, izredno vznemirljiv moment, ampak popolnoma se mi zdi z te psihološke plati. V tem privatnem smislu nekateri izbirajo umetnine, ker v tem vidijo lepoto, jim lahko nadomesti neko praznino, jim lahko da nek občutek nekega spomina. Lahko tudi kapitala, seveda, da imajo, ne, recimo neko jasno kapitalno, ne, to vrednost. Večinoma je bolj površinski, no, sploh te zdajšnje slike, ki jih ustvarjam, so taka bolj botanična risba in tako, in ljudje so sploh pri semenih so zelo radi zamenjevali za eno tako klasično upodobitev tega podvodnega sveta, no. Niso niti zaznali, da gre to za neka semena, ker sem hotela to dvojnost malo zaradi tega genetskega inženiringa in tako naprej vzpostaviti. In so mislim, da pač upodabljam razne te morske kumare ali pa ribe oziroma kakšne ježke, spužve, ampak v vseh primerih je šlo za semena, so pa dejansko s svojimi oblikami in barvami tako podobne morskim bitjem, no, da pride hitro do zamenjave, ampak zdaj tako moje slike nikoli niso bile tako na eno hitrico za dojemati, no. In sem bila malo razočarana, no, da se niso spraševali, kaj je s tem hotela povedati, ali je bilo samo tako, to je bilo pa dobro odslikano, ne. Tako da, dobro, zdaj tele za mano, no, ta slika, te sluzovci so že malo bolj tako, že kličejo po malo bolj vmešavanju, razmišljanju in tako naprej, ampak ja, ugotavljam, da bi gledalci zdaj
tako bolj instant umetnost, radi, da imajo neka navodila, da preberejo hitro in to je to. Tako da mi tudi zadnje čase ta ideja malo roji po glavi, da bi naredila, da bi gledalec mogel večkrat priti v galerijo pogledati, da sam razvoj neke slike, tako kot sem že začela s temi sirarskimi plesnimi v Parizu takrat na tej rezidenci, ampak da bi bila tokrat prav slika, da bi mi, se pravi, ti mikroorganizmi pomagali pri slikanju, ustvarjanju novega dela. Bili tako moji mali asistenti oziroma slikarji. Ampak, se pravi, izvedba je tukaj malo čisto tehnološko, da bo primerno za gledalca, da ne bo strupeno, ker te mikroorganizmi hitro znajo se zakomplicirati zadeve. Tako da to malo še proučujem, ampak mislim, da bo šlo. Bi pa rada s tem dosegla prav to, da pridejo ljudje večkrat v galerijo, da malo pogledajo, da ni tako vse na 1, 2, 3. Mogoče bi rad več slišal nekega povratnega feedbacka, kaj ljudje mislijo ali pa doživljajo slike. To mogoče malo manjka, samo tako, da v bistvu ne vem točno, kak je pri nas ali kak je zdaj. Samo vem, da so lahko gledalci zelo zahtevni tudi, ali pa mogoče še bolj so slikarji zahtevni, vedno bolj, ker če gledaš, kaj vse se je že naslikalo, ti moraš vedno iskati ali pa pasti v nekaj novega. In to je neka teža, opet frustracija. To je po mojem več vprašanje. Kako zadovoljiti te potrebe, tem toku, med tem, kar je že bilo, in kar še ima draž in kar še ni bilo mogoče. Ta ping-pong je bolj mogoče vprašanje. Slikar je torej sam sebi največji kritik. Kaj pa stroka? Zamerati ta oseben nek pristop, tako kot je bil nekoč, da je umetnostni zgodovinar ali pa kritik prišel do umetnika ali pa do slikarja ali pa do kiparja, obiskal ga v ateljeju, videl, kako dela, z njim popil kakšno kavo, mogoče pojedel kosilo in tako naprej, in ga spoznal osebno in njegov mentalni prostor in vse to. To zginja, seveda je to nek romantičen odnos do ustvarjalca, ampak ta romantičen odnos je dal nek pogled stroki do ustvarjalca, zakaj on tako ustvarja. In meni se to zdi, da ta odnos izginja, ampak bi ga bilo treba spet vzgojiti in ga gojiti. Ker v tem odnosu raste ta oba, raste ustvarjalec in raste tudi zgodovinar kritik. Tega je bilo včasih več. Jaz pač toliko časa se že s tem ukvarjam, da vse sem dal skozi razne te kritike. In moram reči, da z nekaterimi sem vzpostavil tak super odnos, kot je recimo Marko Košan, potem recimo Aleksandar Basin, še starejši, mogoče zadnji, bi rekel, kritik tudi jugoslovanskega prostora, tudi mednarodnega prostora, ki je spremljal veliko ustvarjalcev od vsega začetka do kasnejšega ustvarjanja. To zginja. In zdaj opažam, da se, bi rekel, mlajši umetnostni kritiki oziroma zgodovinarji se mogoče toliko ne ukvarjajo več s slikarstvom, kar mi je žal, ampak se ukvarjajo pač z medijsko umetnostjo in s tem, kar je tudi super, to je zdaj pač moderno in tako naprej. Ampak se mi zdi, da tako prehitro to vse hočejo pač razumeti. In vse hoče biti instant, ampak to ni instant. Ne da se to instant stopiti pred eno sliko ali pa pred prvič vidiš nekaj in reči, ni, ne vem. Ne, to ne gre tako enostavno. Treba je stvari večkrat pogledati, razmisliti in potem se lahko zgodi neki mogoče tekst,
sodelovanje. Ne? To je zelo pomembno. In tle je ta problem, zdaj pa govorim kot kritik, da je kritika ni več tisto, kar je bila v mojih najbolj aktivnih časih. Sodobno umetnost je težje kritizirati, ker so nekako umetniki sami tisti, ki jo zagovarjajo. Ali pa kriteriji kritiški, ki smo jih uporabljali za klasične medije, so izgubili tle popolno veljavo in manjko teh kriterijev pri sodobni umetnosti, pustimo modernizem v strani, je tisto, kar mene po svoje žalosti. Obrnimo se torej k stroki, k umetnostni zgodovini, likovni kritiki, muzejski pedagogiki, kustosom in tako naprej. Strokovnjaki likovne umetnosti se ukvarjajo z razlago umetnino, z oceno umetnikovega dela, z načini izobraževanja in predstavljanja umetniških del in še mnogo drugega. So v neprestanem stiku z umetnino. Drugače kot umetniki, a kljub temu obdani so z likovnimi deli. Jih to kako zaznamuje? Recimo temu, da me vsakodnevno osrečuje stik z likovnimi umetninami. In sicer poučujem umetnostno zgodovino splošno publiko, starejše odrasle, in veliko časa preživimo tudi v muzejih in galerijah. Praktično na dnevni bazi razlagam, opisujem, interpretiram umetnine. In predvsem me osrečuje odziv ljudi, se pravi njihovo zanimanje, doživljanje, sploh interes za umetnost. Čeprav niso poznavalci umetnosti, je ne poznajo, se pa radi družijo ob njej. Glede na to, da ta intervju, da se pogovarjava v času epidemije zaradi virusa korone, lahko rečem, da tudi pogrešam predavanja v živo in tudi čisto ta vsakodnevni sprehod v mojo službo skozi Staro Ljubljano, se pravi mimo stavb, po ulicah, po trgih. Tako da bi rekla, da je služba, delo z umetninami skupaj z ljudmi verjetno ena boljših. Nedvomno me zaznamuje, oziroma je zaznamovalo že mnogo nazaj, pa ne samo zaradi študija, ampak že iz ranega otroštva, ker je pač umetnost, spoznavanje umetnosti, nekaj, kar je bilo del naše družine. Pa ne govorim samo o likovni umetnosti, tako čisto ožje povedano, ampak iskreno, katerakoli, ali je to glasba, ali je to predvsem filmska umetnost, se pravi sedma umetnost, tako da me je zaznamovalo, ja. Ampak me pa zaznamuje na različne načine. In bi zelo poenostavil, ampak mislim, da bo ta postavitev kar držala, da kolikor je vedno prisotna najprej neka fascinacija, je veliko pri umetnosti tudi potem neka deflacija te fascinacije na delu. Eno je z umetnostjo se ukvarjati, recimo kot, če zelo grobo povem, kabinetna oseba, se pravi, sediš v svojem kabinetu, študiraš, bereš, hodiš na razstave, nekaj v tem smislu. Nekaj povsem drugega je imeti pa opravka z umetnostjo znotraj muzeja ali pa galerije. Zdaj v redu, jaz sem zaposlen v državni instituciji, torej v javnem zavodu, ampak vseeno, vidiš neke plati, ki so povezane z umetnostjo, tako z njeno produkcijo, čisto konkretno ustvarjanjem, in pa s tem, kaj so še neke druge plati, ki so povezane mogoče bolj z umetnostnim sistemom, kot pa samo produkcijo oziroma ustvarjanje umetnosti, pa produkcijo konec koncev tudi razstav, knjigov, umetnosti in tako naprej. Tako da v tem smislu bom rekel, da je vedno nekako, kar se tiče, kako sem zaznamovan z umetnostjo. Eno je absolutno, da seveda logično, da imam zanimanje, da sem se odločil za študij umetnosti, da je moj poklic povezan z umetnostjo in tako naprej. Ampak mislim, da tako na neki osebni ravni pa vedno stvar povezana tako s fascinacijo, kot z neko deflacijo. Tako z način, kar te sili razmišljati znotraj, kaj bi bila to recimo misel znotraj vizualnega ali pa v vizualne, to je mislim, da tisto osrednjo, kar mene najbolj zanima. In seveda, kaj je tudi lahko prizadno tako za počudovanje, skratka, lahko povsem naivnim pogledom na umetnost, se pravi fascinacija, po drugi strani pa vedno, tako kot je pri fascinaciji, nekaj, kar te hkrati privlače pa odbija.
Zdaj pa mislim, da je pa veliko krat povezana ta plat, ki te odbija bolj z kontekstom, v katerem ta produkcija je. Kaj se vse na umetnost pripne. Od otroških let oziroma na pedigre mojega starega očeta, ki je bil prvi predsednik Narodne galerije in ki me je tudi v najbolj rosnih letih že vozil spremljal na razstave, potem srečanja z živečim, takrat še živečimi umetniki, kot je bil recimo Richard Jakobič, ki se ga še vedno nekako dobro spominjam. To so stvari, ki so me pač zaznamovale in mi tudi zaznamovale mojo nadaljnjo pot, študij, potem, ko sem končal pravno fakulteto, še umetnostno zgodovino. In pri tem bi rad posebej opozoril, da sem želel pogledati zmeraj širše izven slovenskega prostora. To mi je bilo mogoče v prostorih sosednjih tedanjih republik oziroma nekdanje skupne države, tako da sem se kmalu spoznal z umetninami hrvaškega in srbskega kulturnega kroga, kar mi je seveda omogočilo večjo širino kot morebitna ozka zaprtost v samo slovenski prostor. Ob skupnem pogovoru smo ugotovili, podobno kot so opazili že umetniki, da je zanimanje za umetnost kontinuirano ali celo nekoliko večje, vsaj v smislu obiskovanja razstav. Kot je v svoji objavljeni študiji ugotovila dr. Rajka Bračun-Sova, sicer ne moremo podati jasnega trenda v večanju števila obiskovalcev razstav, vidno pa je, da je število obiskovalcev izrazito povezano s tematiko razstave. Vidimo, da obiskovalce najbolj pritegnejo širše znana imena iz zgodovine umetnosti. Če določeno razstavišče razstavi dela impresionistov, je komercialen uspeh tako rekoč zagotovljen. Enako velja tudi za dela največjih baročnih mojstrov. Najbolj uveljavljena razstavišča in muzeji v zadnjih 2 desetletjih uporabljajo zelo učinkovit koncept. Uspeh razstave zagotavljajo dela znanih umetnikov, na razstavi pa pogosto razstavljajo dela iz različnih in manj znanih ali manj dostopnih javnih in zasebnih zbirk, ki jih obogatijo z nekaj bolj znanimi slikami iz znanih ali pomembnih svetovnih zbirk. Koncept zagotavlja komercialen uspeh, obiskovalcu pa omogoča, da lahko dela, ki domujejo v različnih zbirkah, doživi na eni razstavi. Poglejmo si še nekaj izjav. Recimo pa, koliko berem v literaturi, je pa seveda neko lastništvo umetnin odvisno od splošnega okusa, pa od kupne moči. In zdaj bi na pamet rekla, ne vem, kakšen odstotek ljudi si lahko privošči neka umetniška dela. Zanimanje za umetnost, za razstave likovne umetnosti pa bi rekla, da je veliko. Tu pa bi mogoče poznala neke trende od konca 90-ih let naprej. Skratka, ko se je v bližnjih kulturnih središčih, blizu Slovenije, od Benetk do Dunaja, Treviza, zadnja leta tudi v Zagrebu, so začeli prirejati te množične razstave. No, tukaj pa lahko rečemo, da je obisk zelo velik. Velika obiskanost teh razstav, ki se jih prireja v zimskem času, se pravi nekako od te pozne jeseni čez zimo do zgodnje pomladi in so tudi naravnane na množičen obisk. Se pravi, to je prava kulturna industrija. Jaz vidim, da raste. Da raste, zdaj epidemija je drugo, ampak pa logično je tudi odvisno je, kako bi rekel, odvisno je od teme, ki se jo izbere. Tukaj tudi treba biti pozoren, kaj ljudi zanima in tako naprej. Tako da konkretno, če govorimo o primeru Jugoslavije, tudi mlajša generacija, tisti, ki niso doživeli Jugoslavije ali pa so rojeni, ko je Jugoslavija že razpadla.
ne, tik pri tem, ko smo mi postali samostojni, ali pa tudi kasneje, da obstaja neko zanimanje. Ne. Se pravi, neko zanimanje je, zdaj ni treba tega, seveda kot kustos ne smeš tega kar tako izgrabati in zdaj vam zimijo in pa vam kar zagotovljeno občinstvo, ne. Ampak ne, se pravi, da pri občinstvu zaslutaš ali pa da je tukaj nekaj, kar je lahko intrigantno, ali pa da je lahko, da lahko nekaj dobi, da to zanimanje lahko prevedeš v neko substanco, v smislu razstave, kataloga in tako naprej. Ne? Jaz absolutno mislim, da raste, je pa problem, naprimer v tujini se da zadeva zelo drugačna. Ne? V tujini je že skoraj da, tako kot gremo mi lahko na kavo ali pa na kosilo in tako naprej, da grejo tudi v muzej. Recimo malo izkušnje so take, čisto konkretno priznam, ja, gremo v muzej, gremo na razstavo, to je treba videti. Ne? Tukaj absolutno zato je neka stalna publika, ki jo muzej ima. Ampak zelo težko je pa pridobiti novo, posebej mlajšo. In tukaj se na mlajši generaciji treba še posebej, se mi zdi, truditi čisto konkretno. Je pa zdaj tudi tako, zelo velike percepcije nekega elitizma in tako naprej. In včasih sem slišal, mislim, ko mi ljudje rečejo, ja, kar malo se je strah noter stopiti, mislim, so neki predsodki, ne vem zakaj je ljudi strah stopiti v moderno galerijo, pa katero pa drugo galerijo. Kar poudarjajo vsi strokovnjaki, je nujen stik med umetnino in gledalcem. Likovno delo moramo videti in gledati v živo. Ja, je pomembno, da jo vidimo v živo. Mislim, to je stik, pač je pomembno, da umetnost doživljaš v živo. Ta stik je nenadomestljiv. Ta neposreden stik z originali. In to je praktično na dnevni bazi. Ne? Da je ta umetnost okoli nas, seveda specifično pa je, da se ciljno odpravimo na kakšne razstave in splošna publika, s katero jaz delam, je pravzaprav umetnost zelo zanima in tudi veliko obiskuje razstave, pa niso neki poznavalci, niso umetnostni zgodovinarji. Radi pa hodijo na razstave, radi hodijo v muzeje, radi hodijo v galerije. Trenutno je to vse zaprto. Zdaj tako je, mi smo vajeni interpretirati logično. Koliko študentov si pa lahko prvož, da gre v MoMA, pa v Rim, pa ne vem kam, da bo to vse lahko v živo videl. Tlele je absolutno fotografija vplivala. In absolutno večina interpretacij nastane na podlagi fotografij in tudi dobro, mislim, lahko ima fotografija lahko vidi več kot oko in lahko vidi več, ali pa dlje časa lahko gleda, če lahko rečem. Se lahko k reprodukciji vrne kadarkoli želim, tudi na internetu, ne. Lahko da zgrešim barve, pa zdaj se že to potem sprašujem, ali pa tudi reprodukcijo kronologov, a so res močne barve, so mogoče malo prišene, tako naprej, to se jaz vedno sprašujem, ampak absolutno, recimo, kar se pa tiče arhitekture, ali pa kakšne javne plastike, da ti to začutiš, kako je to umeščeno v prostor. Ne? Da ti, mislim, čist ena stvar je, ali ne vem, vidiš Berninijevo Sveto Terezo, ne, kako je reproducirana v katalogu, ali pa ko si ti spredaj, ali pa v kapeli, ko vidiš še vse ostalo, ko vidiš vse detalje, ko vidiš, kako svetloba pada. Ja. To je pa čist nekaj drugega. Čist nekaj drugega. Tako da absolutno, ja. Ko umetnino doživiš v prostoru, pa čeprav so danes virtualni prostori taki, da imaš občutek, da si dobesedno stojiš pred umetnino, pa vendar je to tisti umišljen prostor. Problem je, jaz mislim, da bo prava umetnina, doživljanje prave umetnine moralo preživeti še take zapore in take razglasitve epidemij, kot jih imamo sedaj. In se je dejstvo, da se tudi vsi sejmi nekako umikajo oziroma napovedujejo umetnostni sejmi, se prestavljajo z enega meseca na drugo. Dejstvo je, da imamo par razstav, ki so ta hip tudi odprte v naših galerijah, ampak jaz sem nasprotnik tega, nasprotnik, da bi se zadovoljil samo s tako
s tako interpretacijo umetnine, vizualno interpretacijo umetnine. Glasba je pač glasba, je najbolj abstraktna govorica in jo lažje doživljaš, medtem koliko umetnino je pa pač treba, ne bom rekel, otipati jo je treba z očmi. Čeprav se to spet sliši kot paradoksalno. Umetnino je torej najbolje videti v originalu, na licu mesta, v živo. Tako jo lahko celovitejše doživimo. Kaj pa doživljanje umetnine je? Ja, ena nemški didaktik je zapisal, glasbo poslušamo, knjige beremo, umetnine pa gledamo. Se pravi, to z izrazom doživljanje označujemo pravzaprav ta proces gledanja, pač gledaš umetniško delo. In to je zaznavanje formalnih, kontekstualnih, ikonografskih vidikov umetniških del. Se pravi, vseh teh lastnosti, ki jih umetnina ima kot neka enovita struktura. Gledaš barve, gledaš prostor, kompozicijo, motiv, kaj je upodobljeno. Ampak doživljanje pa ni samo to. Doživljanje, pravzaprav v središču doživljanja je vedno tisti, ki gleda, se pravi oseba, recimo obiskovalec razstave. In v ta doživljanja, po mojih raziskavah, pa vedno vnašamo tudi čisto neke lastne elemente, osebne izkušnje, osebne razne izkušnje. Recimo, kakšna starejša generacija, mogoče torej zaznamovana z izkušnjo druge svetovne vojne, obdobna po njej, bo povsem drugače doživljala umetniška dela Zorana Mušiča kot 20 let stari ljudje. Tako da to so neke osebne asociacije, če lahko čist preproste, od tega, da vnašaš neke ljubezenske izkušnje, razmišljaš o vremenu. Obstajajo raziskave, ki so pokazale, da razmeroma zelo malo razmišljamo o umetnosti pred sliko, ali pa pred kipom, se pogovarjaš, tako da nuditi neko estetsko doživetje, dati tudi misliti, recimo, dati tudi misliti. Tako da s pojmom doživljanje označujemo nekaj, da gledaš te sestavine umetnine, hkrati pa tudi vnašaš svoje osebno doživetje. Zato je to doživljanje zelo različno, od človeka do človeka različno, odvisno, kaj vnašamo v ta proces. Je pa to gledanje, oziroma pravimo, da likovne umetnine gledamo in o njih razmišljamo. In filozofsko, ko govorimo o razumevanju umetnosti, ne samo o nekem romantično pojmovanem, čustvenih občutjih, to pomeni tudi spoznavanje določenih resnic, dobivanje uvidov, doživljanje slik, Marija Pregla, je precej lahko tudi kognitivno. Skratka, imamo to čustveno raven in kognitivno raven razumevanja. Pri tem pa pomagajo neke informacije, nekaj vedenja o umetnosti, ki pa ga recimo dobiš skozi šolski sistem, predvsem skozi družinsko vzgojo, neko to okolje, ki te zaznamuje, mogoče z nekim odnosom do umetnosti, življenje v mestu, naprimer. Ali pa, da te preprosto ti pomagajo tudi kakšne informacije, interpretacija ob umetninah. Ta splošna publika na razstavah zelo rada kupi katalog, to listajo, gledajo in pravzaprav mi povejo, da tudi kar nekaj preberejo.
Doživljanje umetnine je cilj estetske vzgoje. Slednjo opredelimo kot vzgojo, torej kot vzgojo za doživetje, ki izvira iz neposrednega stika z likovno umetnino. Komunikativna narava umetnine omogoča, da cilj estetske vzgoje dosežemo. Zato pa moramo poznati kulturni kod. Tako da tudi ta estetska vzgoja oziroma vzgojno-izobraževalno področje likovna umetnost že v vrtcu, v osnovni šoli, pa v srednji šoli seveda ima svoj smisel. In učitelji privzgajajo otrokom, šolarjem, dijakom odnos do likovne umetnosti in jih potem tudi poučujejo te osnovne vidike, se pravi formalni likovni vidik, kako je umetnina zgrajena, potem ikonografijo, potem ta družbeni kontekst, čas in prostor, v katerem je umetnina nastala. Vse to spoznavajo z namenom potem, da bi razumeli sporočilo. Končno je tisto sporočilo, ki ga umetnina ima. Tako da to počne pač didaktika. Kulturni kod je uporabil francoski sociolog vzgoje in kulture Bourdieu. In on je tudi prvi uporabil izraz kompetenca in je dejal, češ, da se gledanja, doživljanja umetnin naučimo z vajo. Tu je on apeliral pač na vzgojno-izobraževalni sistem. En del tega je pa pravzaprav tudi vzgoja in izobraževanje v muzejih, muzejska pedagogika. O tem je on govoril in je potem tudi sklenil, da ljubezen do umetnine ni ljubezen na prvi pogled. Pri umetnini torej ne gre za ljubezen na prvi pogled? Bolj ko spoznavamo razsežnosti umetniškega dela, več nam da misliti in to je ena najpomembnejših nalog umetnine. Pa tudi kustosa, ki umetnine predstavlja v galerijah ali muzejih. Vprašajmo kustosa, kako izbere umetnine, ki jih predstavijo v galeriji, oziroma kaj je pri izboru pomembno. V osnovi se jaz posvečam umetnosti 20. stoletja, to je modernizmu. Ne glede na mediji, skratka slikarstvo, kiparstvo, grafika, risba, tudi fotografija, skratka zanima me 20. stoletje. Začel sem v času študija z srednjim vekom, ampak zanima me umetnost na splošno. Ali je to zdaj retroaktivno gledano ne umetnost, koliko se da pač ta pojem aplicirati nazaj vse do starega veka in tako naprej. Ampak, kar se tiče 20. stoletja in pa kar se tiče samega poklica, zdaj vse je odvisno od logično nekih okoliščin, če govorimo o pripravi razstave, se pravi okoliščine, ki so lahko čisto banalne, ali so finančne, ali so logistične, organizacijske in tako naprej. Ker eno so želje, eno je pa, kaj jaz lahko realiziram v muzeju. Kaj lahko dobim, recimo od zasebnega lastnika ali pa od neke institucije, ali je to delo v dobrem stanju, da se ga sploh lahko razstavi, se ga lahko, skratka, tukaj je ogromno, bom rekel, da te stvari znajo večinoma prevladovati. Ampak vedno pa začnem s tem, kaj bi jaz rad pokazal, kaj se mi zdi zdaj, ali seveda tudi odvisno od tipa razstave, ali gre za retrospektivo, se pravi za monografsko razstavo, ali za skupinsko razstavo, ali gre za živečega umetnika, s katerim je treba seveda sodelovati, ima tudi on svoje predstave in v bistvu si na neki način tukaj v službi tudi živečega umetnika. Zdaj, meni osebno so najlepše, kako bi rekel, vsaka razstava je študijska, absolutno, ne enem bolj, druge manj, ampak recimo neka velika študijska pregledna razstava, ali je to obdobja, ali je to nekega medija znotraj določenega časa, prostora in tako naprej, te so meni najljubše, ker so tudi najbolj zahtevne in včasih imam občutek, da si nakopljem kar namerno, da mogoče najhujše nočne more, kar se tega tiče. Ne vem, zakaj me to, ampak vedno imam, tudi ko je razstava, da gre gladko, se vedno nekje zatakne in tako naprej. Ampak tako je, umetnino vedno, ko jo izbiram, jo skušam vzeti zraven česa bo stala, zraven katere druge umetnine bo vesela in kaj bom jaz lahko potem, ker ena je razstava, priprava, druga pa potem pedagoški program. Oziroma izobraževalni program ali pa lahko stovodstva, karkoli, ampak kaj jaz lahko na podlagi te umetnine v tem okolju, v tem prostoru lahko povem. Kar se mi zdi
pomembno, na podlagi česa, recimo, ker logično, ko razstava se začne s pripravo, tako študijsko v smislu arhivi, knjige, pogovori in tako naprej, če je umetnik še živeč, ali pa seveda, če je umetnik že pokojen, ali pa umetnica in seveda, kdo je z njim še sodeloval, skratka. Velik faktor je tukaj, ampak vedno mi je to, se pravi, kam peljem misel in kje lahko občinstvo, ne v smislu, da bom jaz pripovedoval neko zgodbo, ali pa nekaj, kar bo anekdotičnega, ne vem, skratka, čeprav ljudje imajo radi anekdote, ampak kje lahko jaz sprovociram misel, no, tako bom povedal, kje lahko jaz potem, ko bom vodil po razstavi, ali pa tudi pripravljal recimo študente na vodstvo in tako naprej, rečem, tukaj so tiste ključne točke, ker velikokrat se razstave tudi dela, ki niso pač v retrospektivi, pa mogoče delo ni toliko kvalitetno, kot je bilo neko prej, ali pa da nima toliko miselnega naboja kot neko drugo, ampak je treba pokazati, če je lahko neka točka v razvoju, ali pa lahko tudi, včasih se odločil za delo, ki je slabo, ampak mogoče kaže nek problem boljš kot pa delo, ki je prepoznano kot mojstrovina, ali pa lahko da je tudi kaj pripravljalnega, da pokaže naprimer, nekaj, kar je nastajalo toliko prej, naprimer tudi kakšne študijske stvari sem od umetnika lahko, se pravi, ko še ni bil etabliran, ko ni bil še umetnik, če lahko tako rečem, ko se še iskal ali pa kaj takega, ampak se mi zdi zanimivo, da vidiš, naprimer, tukaj je pa umetnika nekaj mučilo, tukaj ima nek problem in tukaj je neka nit, ki se mu potem ponavlja ali pa vznikne. Se pravi, zelo se odvisno od nekih konkretnih okoliščin, ampak tisto, kar mi je glavno, je kaj zdaj tukaj, kar je mene zagrabilo in kjer jaz mislim, da se v tem delu nahaja misel. Ne? Ker jaz umetniško delo ali neko umetnino dojemam sam kot vprašanje, se pravi, kako mene to nagoja, pa kaj jaz lahko zdaj ubesedim tukaj, ampak kot nek odgovor. Se pravi, to je odgovor na nekaj, kaj zdaj tukaj umetnika, kaj je tisto vprašanje, mogoče umetnik tudi mi ne more tega povedati, če ga ni več na tem svetu, oziroma mi to težko pove, ker včasih je lahko motiv, da je nekaj ustvarjenega zelo banalen. Lahko vam nekdo reče samo, pač všeč mi je bilo, pa zanimivo, pa ne zna povedati, ne zna besediti, ampak slika ali pa kip ali pa karkoli je pa že odgovor, jaz to lahko tako ena, odgovor na katero vprašanje. Tako da mislim, da imam večinoma v misli dve stvari. Se pravi, kje sem jaz tukaj našel neko misel na podlagi tudi svojega znanja, se pravi, odmev, da lahko nekaj prepoznam ali pa neko novo plat tega, kar že poznam, z drugi strani pa to vedno razmišljam, kako bom jaz ljudi vodil po razstavi. Pomembno vodilo kustosov je, da pravzaprav omogočijo, da nam umetnine govorijo in spodbujajo naše misli, naše prevpraševanje. Prav. A jaz lahko ustvarim to zanko, to nit, da se bo nekdo vračal potem, ko bo zapustil muzej ali pa galerijo, razstavo, kakorkoli že, ali pa prebral nek katalog, ali pa pogledal tiste reprodukcije, ki smo jih pripravili, da se bo k temu vračal. Lahko takoj, da mu bo ostalo v mislih in da se mu bo usedlo v spomin. Ne kot odgovor lahko na karkoli, ampak skoraj da kot neko večno vprašanje, ki ima lahko več odgovorov. Tako da bo lahko v mislih stalno krožil okoli enega in istega problema. Tako da jaz mislim, če je nekje nastal za tisto, kar bi jaz rekel, to je moje doživljanje ali doživljanje tako naprej, je bolj to. Ne? Če pa priprijemo tega, ker če se to ponavlja, pomeni, da stvar vztraja, in če vztraja, pomeni, da bo tudi misel mogla malo bolj delati. Ne? In to je tisto, kar meni ni zadosti to absolutno, da jaz ne vem, z odprtimi usti, če ust mi padla na tlak, se tam klanjam in tako naprej. Absolutno, ne, čemu ne to veneriranje. Tudi to je del pač človeške psihe in vse. Ampak, če ostane samo pri tem, pa nismo kaj dosti torej, čeprav spravo. Je pa to lahko že dobra podlaga za to, da se potem lahko nekdo bori ali pa da se bo zdaj vredno boriti za umetnost, pa za kulturo in tako naprej. Ne? Da je to nekaj, kar je vredno, da se za to borimo. Ne? Zato, ker je pač neka misel, človeška misel. Tako da
To je tisto. Jaz bom prej rekel, ne prepuščanje, ampak nekaj, kar bo v tebi nekaj miselni problem. K čemu se boš ti moral vračati, kar bo na nek način doživljavil vsakič znova, to, če ne boš pred sliko stal. Bo pa samo v misli. Nekaj vidiš, slišiš, prebereš, kar ti potem dneve ne da miru. In potem ti bo dalo mir, pa se boš mogoče čez 2 leti spet nazaj, zdaj pa lahko mogoče drugače to gledam. Tako da ja, mislim, da in to je tudi, kar je meni pravilnosti, mene to nedolgočas. Največja pohvala je meni to, da je skupina gospa iz 3. življenjskega obdobja prišla na razstavo večkrat, ker so bile sprovocirane. In to je meni vse. Tako, to je za me najlepša pohvala in tudi res dosežek. Podobno nam zaupa tudi dolgoletni likovni kritik. Sedaj je tisti čas, ko se pravzaprav razmišljamo o eni brezčasovnosti umetniškega dela, da ga enako zaznavamo v določenem smislu, ne glede na to, da so minila leta, ko je delo nastalo in kako danes nanj gledamo. Recimo, s čim me delo mora prepričati. Nekoč, leta nazaj, sem sodeloval v eni anketi in se spominjam, da sem takrat takole nekako opozoril. Prepriča me z izrazno, imenoval sem rekel, nasilnostjo. Izraz, ki me prepriča, torej je po svoje nasilen, v dobrem pomenu beseda. Malce se moram spogledovati z umetnino. Potem v bistvu pa je zmuzljiva. In tako po svoji vsebinski, kot po formalni plati, kajti enostavno ne najdem na odgovor, na kako je bilo pravzaprav, smo gledali na umetnino, če govorimo o umetnini, ki je že del kulturne dediščine, takrat. Vsak si pač mora v določenem smislu in določenem koščku si moram to stvar nekako morbiti si umišljam in skušam definirati, posebej, če gre za dilemo, ali je likovno delo lepo ali ne lepo. No, da ne bom zašel v teorijo Umberta Eka, umetnost lepega in umetnost grdega. Lahko rečem, da je zame vsaka umetnina lepa po svoje, seveda ne v tistem klasičnem pomenu besede, ampak lepa po svoji notranji poglobljenosti, če mi dopusti, da se lahko vanjo, da lahko jo doživim. Čeprav je umetnina lahko nevarna, pojdimo pogumno v muzeje in galerije, da razširimo svoje obzorja in bolje spoznamo samega sebe. Ta razgledanost oziroma širina je tudi nekaj, kar bi zasledili pri lastnikih likovnih del oziroma pri zbiralcih. Jaz sem včasih presenečen, ko sem delal, zdaj ne bom tukaj šel v detalje, ampak naprimer, da za enega umetnika, modernista obstajajo, jaz vem, 3 prijatelji, ki se kar potrudijo, da bodo prvi imeli nekaj. Tako da to me preseneča, mislim, da se za kulisem kar marsikaj dogaja, da to zdaj seveda ne pomeni, da imamo mi zdaj tukaj neki hud trg. Ampak tako so pa res veliki ljubitelji. In tudi v tem smislu, da gre večinoma z ljudi, ki niso zrasli v umetnosti ali pa da imajo neko družinsko zgodovino, ki bi bila povezana z umetnostjo ali pa da so bili starši njihovi novinarji zgodovinarji ali pa se javno umetniki, sploh ne. Tako da to mi je bilo tudi zelo zanimivo videti. Mislim, da se. Zdaj, mislim, da je tukaj glavno gonilo predvsem zbiratelja, tudi jih lahko ločimo, kaj ga pravzaprav vodi pri tem, da se odloči za zbirateljstvo. Lahko so to, se pravi, gre se za to, ali so
lahko bi naredilo eno skalo za vsakega, ne, od altruizma oziroma od ljubezni do umetnosti, ker ima rad umetniška dela izbira, do čistega poslovnega interesa, ne, da pač ima zbirko, ki jo potem lahko ali trži ali kakorkoli, ne, prodaja dela in to. Vemo, poznamo tudi zgodbo tega hrvaškega nogometaša, ne, ki ima neko ogromno zbirko, Vukrinec ali kaj je že, ne, in ja, tudi on ima pravzaprav to iz obeh razlogov pravzaprav, ne. Iz tržnega absolutno, pa potem tudi to. V Sloveniji imel eno zanimivo zbirko, je delal Matjaž Gantar, ko je bil še živ pred leti, direktor KD Group. Jaz tisto poznam, iz tistih smo mu zelo pomagali, nekaj časa tisto zbirko dogrevati in tako naprej. Matjaž Gantar je bil tudi en poseben primer, ne, ki se je v javnosti nekaj časa slikal kot en divji filantrop, kar ni bil, ne. Dobro, in je pač tisto zbirko delal in tako potem je tukaj Igor Lah, ne, kot eno glavnih teh zasebnih zbirateljev, potem je tukaj zbirka Riko, ne, ta je verjetno najbolj, bi rekel, najmanj taka profitna je verjetno Riko tudi dela, mislim, rekel, ne zaradi preprodaje, ampak bolj morda zaradi položaja, ki ga naredi za podjetje, za en vtis, ki mu pa seveda potem pomaga tudi pri prodaji. V končni fazi pa imajo določene mere tudi res radi te umetnine in tako, da so zelo različni razlogi, ki vodijo te zbiratelje. Priznam, da v dolgoletni praksi, predvsem kot sodni izvedenec, sem prišel v kontakt z številnimi zbiratelji, ne pa se mi zdi nikoli pa s tisto, tako da bi rekel, rečem, da na prstih ene roke bi rekel, da imamo toliko zbirateljev v Sloveniji, ali pa se nenadoma pojavijo. Mislim pa, da je pri večini zbirateljev velja ena kontinuiteta, generacijska kontinuiteta. Nedavno sem spoznal zbiratelja, ki je močan poslovnež v današnjem svetu, ampak njegov oče je začel zbirati in ga nekako navajal na to, medtem ko on ima pa recimo popolnoma drugačen okus kot njegovega očeta, nadgrajuje z nečem, z enimi posebnostmi, pa čeprav posega v dediščino in se mi zdi, da je ta kar imenujemo v nemščini Kinderstube, ta pedigre je zelo pomemben. Vzgoja, likovna vzgoja, tako malo, kot smo pač imeli likovne vzgoje in kot jo imajo naši vnuki, naši sinovi, to je ena rak rana tega našega umetnostnega trga in doživljanja likovne umetnine zagotovo, bodisi kot naložbe, bodisi kot enega doživetja, likovnega doživetja umetnine kot take, da jo imaš na steni pred sabo in jo pač gledaš. Zbiralce imamo torej tudi pri nas. Zdi pa se, da je bilo zbiranje umetniških del v letih pred drugo svetovno vojno bolj razširjeno. Če se ozremo v 19. stoletje, bi pri nas našli še mnogo plemstva in meščane, ki so imeli bogate umetniške zbirke. Čas med obema vojnama je bil za slovensko izobraženo meščanstvo še vedno ploden, ko govorimo o zbiranju umetnin. Nekoliko manj sicer za plemstvo, ki je v teh zanje težkih časih prodajalo svoje zbirke. Posebej neugodna pa so bila za plemstvo leta po razpadu Avstro-Ogrske monarhije in nastanku nove kraljevine SHS, ki jim je velik udarec zadala z eno radikalnejših agrarnih reform, obdavčitvami in uvedbami sekvestra. Že tako vse težji položaj v 20 letih 20. stoletja je poglobila ekonomska kriza, čemur je sledilo veliko zadolževanje in izseljevanje, plemstvo pa je bilo zato primorano prodati svoje dragocene zbirke. Čas po drugi svetovni vojni prinese nove ideološke spremembe in zanimanje za zbiranje umetnin stopi v ozadje. Mogoče bi lahko celo rekli, da postane nezaželeno, razen ko govorimo o javnih zbirkah.
Nekaj več o lastništvu umetnin pri nas izvemo iz besed gospoda Aleksandra Basina. Če se zazrem torej ne samo v svoja leta, ko sem to dojemal, pojem umetnine in kaj je takrat ta lastniški pojem do umetnine ali pa samo opazovanje umetnine, dojemanje umetnine. Mislim, da je bil pri Slovencih zelo pomemben čas opredelitve nacionalnosti. To sem lahko povzel prav iz časa mojega starega očeta, ko je bilo pravzaprav geslo v vsako hišo sliko impresionista, enega od teh 4 impresionistov. To je bilo ono geslo, ki se je širilo ne samo od ust do ust, ampak to je bil nekako poziv. In dejstvo je, ko sem potem iskal določene umetnine, ni bil noben problem, da smo našli v meščanskih družinah, v teh družinah, ki so oblikovale živelj Ljubljančanov, tudi nekoč glavnega mesta, ali še pred republiko, ali pa danes. Ni bil problem najti gotovo delo, seveda kolikor ni bilo odsvojeno zaradi smrti lastnika in tako naprej. Medtem ko so, in potem tudi prva leta, povojna leta, se mi zdi, da so, ne glede, da je bilo takrat morbiti pri marsikomu strah pred nacionalizacijo umetnine, pač ljudi so malce bili zaradi oblastniškega pristopa do umetnin, ko se je ugotavljalo, kakšen je bil pravzaprav izvor umetnine, kako je nekdo prišel do umetnine, so bili malce prestrašeni. In moram reči, da so se takrat umetnine skrivale, ampak dejstvo pa je, da so se tudi kupovale in da so ostale. In pogled na umetnine se je v času, bi rekel, v prvem povojnem času po svoje zanimivo poglobil. To ni bil več tisti površen ali pa bi rekel sam tisti nacionalni izziv, ampak je počasi prehajal tudi v to valorizacijsko plat. S tem, da imam umetnino, imam določeno prednost pred drugimi, ki ga nima, imam tudi ene vrste kapitalnega vložka. Nova doba, razslojitev Jugoslavije, nekdanje skupne države, je pa prinesla eno bistveno prioritito ali pa zanemarjenje. Kljub temu, da je bilo geslo, naše politično geslo, v tem, da pač kultura je tista, ki ohranja slovenski narod, bi pa rekel, da to ni veljalo, se ni ponovno uveljavilo s tako močjo, kot se je takrat pred drugo svetovno vojno, se ni uveljavilo pred potem osamosvojitvenem času in šele počasi se mi zdi, da se v generacijah, ki so danes stare, morebiti tej srednje generacije, da se pri tistih nekako tvori nov pogled na umetnino, čeprav seveda vse vemo, kaj lahko rečemo o slovenskem umetnostnem trgu, da ga pravzaprav ni, ali pa da je precej siv, ampak to je že drugo poglavje. Dejstvo je, da vstop umetnine v mišljenjsko obzorje nekega mladostnika srednje generacije, ta izraza sta lahko malo paradoksalna, kot se slišijo, ampak tam nekje imam dober občutek, da se vendarle odločajo bolj za sodobno umetnost, kot pa, da bom točno opredelil, kaj je moderna, kaj je sodobno umetnost, za modernistično umetnino, teže ali pa zbirateljstvo sigurno za
ima za sodobno umetnost še zmeraj dovolj časa ali pa perspektive. Glede na zbrane podatke ni nenavadno, da naši zbiratelji raje ostajajo anonimni, pa vendar smo lahko izvedeli od slovenskega zbiralca, ki mu je poznan tudi tuj trg, kaj mu umetnina predstavlja, kaj mu pomeni. Kot je sam rekel, mu pomeni pravzaprav vse. Večni navdih in pot v razmišljanje o življenju. V njegovi zbirki bi našli slovenska in tuja imena. Naj omenimo samo med slovenskimi Šalamuna, Irvina, Makuca, Planinca, Jesiha Brezeca, Sušnika in Bolko. Vsaka umetnina v njegovi zbirki ima svojo provenjenco, svojo zgodovino, svoj trenutek odločitve zanjo. O pogledu na umetnino se spomni prostora, časa in ljudi, ki jih je srečal ob nakupu. To so bili častni, pošteni in dobri ljudje, kot pravi. Zanj torej umetnina ima intimno vlogo. Je spomin in hkrati točka doživljanja. Umetnini posveti vsak dan trenutek in z njimi, pravzaprav z umetninami, začenja svoj dan. Kot pravi, si vsak dan izbere eno umetnino in se vanjo poglobi ter razmišlja o njeni sporočilnosti. Umetnina je postala del njegovega vsakdana. Naj citiram. Moj dan je prav zaradi umetnin lepši, bogatejši. Ob pogledu na vso to likovno lepoto, ki me obdaja, pozabim na življenje, v katerem se srečujemo s tisočerimi bridkostimi. Dneva brez umetnosti si ne morem predstavljati, to me navdihuje, me razveseljuje in mi daje navdih za dan, ki je pred mano. Poseben pomen svojim zbranim likovnim delom pripisuje tudi gospod Basin, ki si doma s praznimi stenami ne predstavlja. Zdaj, ko sem nekako v samoizolaciji, nekje na Primorskem, v eni hiši, ki je že sama po sebi umetnina, se je stara več kot 400 let, me pravkar na tem prostoru tudi obkrožajo. Obkrožen sem z deli primorskih umetnikov, tisti, ki so mi bili prijatelji in so mi še danes blizu, pa čeprav morebiti jih ni veliko med nami ali pa so stran. Prav tu za mano ozadej se da videti je en Cveto Maršič, ena risba, pa še kaj bi se našlo, Zvesta Polonijo in tako naprej. To so stvari, ki me očitno spremljajo tudi takrat, kadar grem v samoizolacijo, oziroma slabo bi se počutil v samoizolaciji, če ne bi bile stene obdane z likovnimi deli. Ko govorimo o umetninah, gotovo ne moremo mimo trga umetnin. Pri nas bi pogosto zasledili izjave, da Slovenija umetnostnega trga nima. Kdor je umetnino že kupoval, ve, da trg obstaja. Ima svoje omejitve, je majhen in slabosti, imamo sivi in črni trg, a obstaja. Gotovo ne gre za umetnostni trg, kot ga pozna London. Pa vendar, dinamiko trga bi lahko bistveno oživila zakonodaja. Umetniški trg pri nas, ja. V Sloveniji je pravzaprav trg kot tak v splošnem en zelo demoniziran koncept. Govorim tudi kot ekonomist in tako naprej. In z tega vidika je logično, nekako razumljivo, da je vse skupaj tako majhno, oziroma tudi umetniki kot takšni si pravzaprav po moje skoraj ne upajo priznati, da so na trgu, če bi bili na trgu uspešni, ker bi jih imeli za slabe umetnike. Zakonodaja sicer je, so tudi nekatere davčne olajšave, ki nekatere stvari spodbujajo, je pa tudi tukaj narejenega, kaj reči, da je vprašanje, tudi če bi bila zakonodaja veliko boljša in tako naprej, da bi imeli mnoge mehanizme, ki jih tukaj tujina pozna, da je tudi vprašanje, če bi lahko tako prijeli, naprimer, kot v kakšni drugi državi, zaradi, ekonomisti pravimo, institucionalno okolje, ki določa preko kontekst neke države. In v Sloveniji se bojim, da sama velikost, pa tudi različne druge stvari, navade ljudi, zgodovina in tako, kaj
zelo velikega izplena si od mnogih zakonodajnih mehanizmov bi težko obetali, tudi drugačnih. Recimo, kot sem rekel, ali je bilo to davčne olajšave, kot je recimo en mehanizem in tudi v tujini poznajo, da namesto davka, ki ga nekdo plača, da umetniško delo, likovno navadno in tako naprej, ne. To recimo Irska pozna, Velika Britanija, Arts in Lieu schema, ni, ampak ja, to so potem tudi ene druge stvari, ki zadevajo kulturno politiko, bom rekel, slovensko, ki je, ja, zelo poseben, res zelo žalosten primer, no, žalost. V primerjavi z drugimi državami, ni tukaj potem logično. Imamo recimo, ko smo pri zakonodaji, delež za umetnost, ki ne bi tudi spodbujal umetnostni trg, ta famozni 2017 novembra sprejet in tako naprej. Takrat smo bili navdušeni, vse skupaj se je zelo upet. Tisto zgodbo je eno od glavnih predlagateljev in vse skupaj, ki je bilo v študiju, smo pisali in tudi zakon. In navdušen je bil, ker do danes ni bilo izvedenega nič, niti enega samega projekta, čeprav je to v zakonu, kar pomeni, da tudi zakonodaja, ne samo da se krši, se ne sploh ne izvaja. Da bi to s kakšnimi finančnimi prijemi vlada ali pa Ministrstvo za kulturo, jaz dvomam. Spominjam se, veliko sejmov sem obiskal, zlasti te bolonski sejmi ali pa tudi v Köln. Vedno so bili tudi v naših železnih časih, kot smo temu včasih rekli, Poljaki so bili vedno prisotni. Ampak poljska država je stala za isto poljsko galerijo, ki je, ali pa centrom kulturnim, ki se je predstavil. Ko pridemo do termina ekonomski trg in kultura, nam pogosto zastrižejo ušesa. To vendar ne gre skupaj. Ljudje smo tako ali tako do tržnih mehanizmov nezaupljivi. Gospod Srakar je uporabil celo izraz demoniziran trg. Nezaupanja vredni trg in iskrena umetnikova ustvarjalna misel, ki jo umetnina vsebuje, sta si konfliktna. Za umetnike pa je bistvenega pomena, da naš umetnostni trg živi. Oni so glavni akterji trga, poleg njih pa glavno vlogo odigrajo tudi galeristi. V galeriji Antikviteta Novak želijo poudariti, da čeprav je umetnina, ko je razstavljena pri njih, že del umetnostnega trga in s tem finančno ovrednotena, umetnina ni le finančni kapital. Je še mnogo več, kot poudari vodja galerije gospod Novak, je umetnina tudi družbeni kapital, kot tudi kapital posameznika. Zato moramo ob obravnavi umetnine v finančnem oziru nujno videti širšo sliko. In če zopet uporabim tržno izrazoslovje, umetniško delo je na nek način investicija vase. Naše galerije so res v marsičem drugačne kot tiste v tujini. Mnogi pravijo, da so naše prodajne galerije predvsem komisijske prodajalne umetnosti. V tujini je to drugače. Galeristi promovirajo umetnika, organizirajo razstave, tiskajo kataloge, ga predstavijo na večjih likovnih sejmih sveta, v Baslu, New Yorku, Chicagu, Miami in tako dalje. Tudi pri nas se galeristi trudijo v omenjeno smer, ki pa žal zahteva veliko kapitala. Pri nas bi si težko predstavljam, morbiti, prej si predstavljam zbiratelja, ki iz svoje drugačne raznih kapitalskih naložb ali pa naložb v gospodarstvu oddeli del svojega za nakup, medtem ko galerista takega tipa, kot je zunaj, pa Slovenija, po mojem, še dolgo časa ne bo imela. Tako kot je kulturni sistem trenutno v Sloveniji postal ena velika džungla v smislu ureditve, bi si upal reči tudi ta tržni sistem in tako. Prodaje so majhne, ureditev zakonodajna je dokaj slaba, nekatere galerije delujejo tako zelo po pravilih, bi si upal reči. Veliko je pa seveda tega, da umetniki res poskušajo nekako prodati svoje zgodbe in verjetno ogromno teh prodaj pač poteka po nečisto zakonskih
principih in je tudi tega sivega trga v splošnem kar veliko. Tudi Slovenija je v splošnem po sivem trgu v vrhu držav na svetu in v Evropi. Galeristi pogosto opozarjajo na neurejene in nespodbudne zakonodajne razmere na našem trgu. Davčne olajšave, ki so se ukinile, pravilniki, ki se ne izvajajo, a rešitev ni le v zakonodaji. Za naš trg bi mogoče morali iskati druge mehanizme. Mislim, da bi morali sploh resno pogledati, kako to spodbuditi in predvsem, kaj se da narediti. Sistemi se zelo ločijo, ameriški vemo, da je zelo naklonjen zasebnim vlaganjem in tako naprej. Mi zagotovo tja ne moremo iti, tudi ne bi bilo dobro, da bi šli zagotovo. Bilo bi fino, malo bolj te stvari resnično spodbuditi, ker naš sistem je izrazito državnega tipa in tako veliko preveč, ne? Do katere mere bi bilo pa smiselno iti malo v to tržne smeri, pa res vprašanje. Ne? Nekatere stvari so res dogmatske, da bi bili Amerika, ne bomo in to zagotovo tudi ne bo delovalo. Tukaj bi hitro videli, da so zadnji tudi čisto ekonomski razlogi in tako, da to ne bi dobro delovalo. In da to bi bil res potem druga dogma, skoraj bi res rekel, ta oziroma neoliberalizem, ta bila res blizu temu. Je pa res treba razmisliti, kako tiste elementi, ki tukaj vendarle so, nekako spodbuditi smiselno. Ob vsem tem bi bila gotovo ključnega pomena za umetniški trg spodbuda povpraševanja. Tako spet pridemo do nas, gledalcev, kupcev oziroma bodočih kupcev. Širše govorim in tako, seveda neke stvari so verjetno, ki vztrajajo, ki jih tudi drugje srečaš in tako v drugih državah. Vseeno bi bilo pa fino res umetnost tudi ljudem približati, da je to nekaj zanimivega. Če bi pa znali res pokazati, da so vpeti v sistem, da veliko prispevajo, kar je itak in tako, da res lahko neke stvari naredijo, sem popolnoma prepričan, da bi se pa ta moment pokazal, ko sem ga omenil, ne, da bi res kakšni vrhunske umetnike imeli, mislim, da že kar dolgo časa, pravzaprav sama umetnost ni imela enega takega res hujšega presežka. Ali pa tisto drznost, ne, eno, drugo pa je odvisno od človeka res, kjer bi rad kaj imel, ne. Ker ni vse v okusu, ni vse v denarji, mogoče tudi, ne, če imaš ti hišo za 1 milijon, ne, to je mali denar proti temu. Mi lahko spodbudimo naš umetniški trg, lahko dvignemo nivo kulture, lahko spodbudimo umetnost, poznavamo umetniška dela in posledično tudi sebe in svojo družbo. Ob tem ostanimo odprti, predvsem za sodobno umetnost. Kot je lepo zapisala profesorica Metoda Kemperl, je sodobna umetnost izjemnega pomena, saj sodobna umetnost se v primerjavi s predhodno moderno umetnostjo razlikuje v tem, da se spet vrača k družbi in vsakdanjemu življenju, ter da tematizira aktualne težave, s katerimi se srečuje človek tukaj in zdaj. Sodobna umetnost res prepoznava in opozarja na aktualne probleme, na probleme, o katerih množični mediji ne poročajo. Umetniki v svojih delih pogosto te probleme prepoznavajo, ko so šele v nastajanju in že predvidevajo njihove posledice. Naj sklenemo naše potovanje po različnih aspektih umetnine pri gledalcu. Recimo, jaz se tudi srečujem s publiko, ko moram kaj razložiti in mi rečejo, da njih pa sodobna umetnost ne zanima. Ne, naprimer, te starejše generacije to ne zanima. Ne. Z mlajšo generacijo je drugače. Ne. Ampak vedno je v središču tega doživljanja pravzaprav ta obiskovalec. Ne. Tako da nekako izhajaš iz njega in nadgradiš to, kar ima, bogatiš to, kar ima. Ne. Že z besede umetnikov smo lahko videli, da je zanimanje za javnost in za likovna dela večje ali vsaj konstantno. Vendar je poglobljenega pogleda v umetnino manj. Dragica Čadež poudarja, da je pri spoznavanju umetnine pomemben splošni okus in izobrazba družbe. Samo pomislimo, katere informacije danes pridejo v ospredje. Za čisto preprost primer je kiparka navedla križanko. Ker moramo poznati imena igralcev, pevcev, avtomobilskih znamk, kaj pa likovnih umetnikov. Z umetnino, s procesom gledanja in spoznavanja umetnine lahko poglobimo naše vedenje in naše poznavanje družbe in, kot smo rekli, tudi sebe.
ni stvari, s katero se v umetnosti ne srečaš. Vse se tudi v medijih z vsem tem srečaš. Z najhujšimi stvarmi, kar se tiče človeškega življenja, pa neke družbe, nekega časa in tako naprej. Skratka, od tega, kar se tiče, ne vem, človeškega nasilja, spolnosti, vojne, skratka, ni spektra, ki ga umetnost ne bi pokrivala, oziroma v bistvu bom rekel, z vsemi tudi najtemačnejšimi platmi človeškega življenja, psihičnega, kakorkoli že, se srečaš umetnosti, priča si čemkoli. In kako bi rekel, ampak tisto, kar bi ti umetnost, in tukaj tisto, kar se mi zdi osebno z vidika tudi občinstva zanimivo, kako pri določenih stvarih doseči nek suspens, ne samomnenega, ampak suspens tega, kar bi mogoče nekatere navajali na obsojanje. Ne govorim, da moramo neke stvari sprejeti. Absolutno neke stvari, tako z vidika neke etike, pa morale in tako naprej, obsojanja vredne in nedopustne in tako naprej. Samo mislim, da je pri umetnosti zanimivo tudi, da ima to sposobnost, da ustvari neko tamponsko cono, kjer ti lahko za trenutek postaviš v oklepaj, suspendiraš prav to, od predsodkov, do vsega. Bom rekel, da je umetnost tega vidika, kolikor nas lahko razburi, pa skratka še posebej lahko smo v gledališču, pa nekoga zljubi in tako naprej, ampak da je zelo dober tisti učinek nekega hladega, bolj kot hladen tuš. In v tem smislu umetnost najbolj zanimiva, da je nevarna, ne da nam bo zdaj nekaj metala v obraz ali pa da je skoraj da na nek način didaktična, da bomo naučili sprejemanje in tako naprej, ampak prej neka streznitev. Če ni tista minimalna hladna kapla, da te malo ohladi, neka minimalna, da ti začneš sploh lahko razmišljati o stvarih. Če stvar samo razburja ali pa te vrže stira ali kakorkoli že, to je mogoče že en princip. Ampak mislim, to je bilo že, da sem se toliko dokazano vse te transgresije in tako naprej, da stvar nima učinka ali pa ima lahko zelo neke konzervativne učinke pod vsemi temi razmišljami. Ampak bolj to, se pravi, kje lahko vznikne misel v tistem smislu, mogoče pa stvari narobe vidim. Mogoče treba pa stvari ponovno premisliti, mogoče pa kaj drugega možnega od tega, kar je možno. Ker v umetnosti se srečaš z željami drugih ljudi, z njihovimi življenji, z njihovimi pogledi, ki so lahko groteskni, s katerimi se sploh ne moreš strinjati in tako naprej. Ampak se pravi, ne gre pa za to, da bi prek umetnosti že še pa drugega razumeli. Jaz kakšne stvari ne bom nikoli razumel pri drugem, zakaj je ta oseba morila, zakaj je ta oseba tako in tako naprej. Ampak prek vseh fikcij, ki jih pa umetnost ustvarja, tudi če so autobiografske, mislim, da je prav to, da ustvarja neko tamponsko cono, v kateri ti lahko razmišljaš o stvarih, ki bi mogoče, če jih slišiš prek medijev, kot so televiziji ali pa kakorkoli že, bi te mogoče preveč hitro na kakšno moraliziranje ali pa obtoževanje ali obsojanje in tako naprej, ampak dajmo mi začeti razmišljati, kako je to sploh možno kot človeku. Tako da to je tisto, da te pelje, če je res nevarna umetnost, tako v nekem žlahtnem pomenu besede nevarna umetnost, da te pripelje na velika vprašanja, na neka univerzalna vprašanja, ki se tiče človeka, človeštva in tudi naše človečnosti. Mislim, da je to tisto, kar je meni osebno najbolj zanimivo. Ampak zdaj to niso v neki skoraj točki, ki bi vsakega posameznika lahko pripeljali do tega, da začne filozofsko razmišljati. Ne, ko reče refleksija, ampak ne hermetično, ampak tako. Da si postavil neka enostavna velika vprašanja. Kdo sem, kaj sem, zakaj to tako je, kot je in tako naprej. Umetnost nam odpira vrata v spoznavanje sveta, nam razširja obzorja, goji kritično misel in nas nenehno opozarja, naj razmišljamo. Umetnina omogoča tako imenovani jugen, kot bi rekli Japonci. Gre za trenutek, ko občutimo,
in dojamemo, da nismo nekaj ločenega od sveta, ampak smo svet. To globoko in skrivnostno občutje lepote sveta nam je vsem skupno. Za umetnino bi torej lahko rekli, da nam pomaga biti človek z veliko začetnico. Je nujno vezana na človeka, saj iz njega izhaja in lahko bi se naslonili na besede zoopet Dragice Čadež, ki je umetnost usporedila z znanostjo. In tu smo s pričujočim projektom Umetnina v našem vsakdanu povezali znanost in umetnost. V umetnini smo v okviru omenjenega vseevropskega projekta dali oziroma dokazali pomembno vlogo. Tukaj mogoče ni naključje, da ima velik projekt podnaslov Humanistika, to si ti, vede o ljudeh, vede za ljudi. Torej umetnina v tem aspektu ima pomemben del znanstvene misli, posvečene človeku in njegovi kulturi. Umetnina je nosilka človekove misli, včasih pove veliko več, kot smo pripravljeni videti. Včasih nam je njeno sporočilo jasno šele mnogo kasneje. Nas to nenehno razmišljanje, kateremu nas sili dobra umetnina, pripelje do odgovorov čez nekaj tednov. Včasih pa minejo lahko leta, celo desetletja. No, in če se navežem zdaj na to knjigo od Bergerja, tukaj je zelo zanimiva teza noter njegova, oziroma njegova tudi, bi rekel, njegova stalno nelagode ob Francisu Baconu. On je imel 30 let, pa 40 let odnos do njegovega slikarstva. In od začetka je zelo zavračal Francisa Bacona in ga je kot proglasil za enega bleferja, ki slika tam neko stisko človeka in tako naprej. In tudi sam priznal, da v teh 40 letih je spremenil totalno odnos do Bacona in na koncu ga je potrdil, kot da dejansko Bacon ga je razumel skozi 40 let, ga je razumel kot res odličnega slikarja in da res prispeva in da je v svojem slikarstvu izrazil vizijo človeštva, ki se je zgodil v 40 letih. In zanimivo, če to zdaj parafraziramo na današnji čas, zanimivo, če gledate recimo televizijske oddaje. In vidite zdaj, da imamo v televizijskih oddajah imamo recimo govorce in sogovorce, ki so zaprti v škatle. Se pazite, Se pravi, imaš pleksisteklo med enim govorcem in drugim govorcem. In vsak v svoji škatli. Kaj je to? To je Francis Bacon. To se pravi, on je napovedal z svojim slikarstvom, za poročevanjem teh nirnberških procesov, iz tega izvira to njegova, ta ideja tega škatle, človek v škatli ujet. In mi zdaj v tej COVID situaciji smo dejansko to. Smo ujeti v svojih škatlah, smo ujeti v svojih pleksisteklah, in eno drugega distancirani, vsak v svojem mikrosvetu. In to je Francis Bacon. In dejansko tudi ta Berger se je v teh svojih tekstih zavedal tega, ugotovil, kaj on napoveduje, vizija. To je fascinantno. To sem zdaj ravno razmišljal, ko sem to pozval te televizijske oddaje, vse to naše početje, kako postajamo ljudje ujeti v Baconovo sliko, dobesedno. To je vizija, neverjetno. Zastrašujoče, ampak vizija naslikana, če opazujete slike od Bacona, boste videli, da so v bistvu zelo brznite, oranjene. Slavijo nek odnos, neko strast do življenja. Ta kontradiktornost, o kateri sem prej govoril, je tudi v Baconovi slika. Kljub tej viziji je še vedno noter neka toplina, neka energija. Človek je noter. To se mi zelo pomembno. No, to hočem tudi jaz v svojih slikah doseči. To bližino človeka, oziroma človeka. Upam, da so se vam z ogledom tega prispevka zasvetile in razprle oči, ter da ste že pripravljeni na vaše naslednje srečanje z umetnino. Lepo jo pozdravite, vzemite si čas zanjo in jo glejte s široko odprtimi očmi in umom.